Prijeten dan voščim, Vanja Trkman, in povabljeni v našo družbo v naslednjih minutah, saj bomo obiskali zares čudoviti kraj Štanjel. V studiu Radia Robin lepo pozdravljam današnja gosta, sodelavka za turizem iz Komenske enote Ora Krasa in Brkinov, Helena Kosmina. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. In seveda z nami je tudi šef gradu Štanjel, restaurant in lounge bar Simo Komel. Dobrodošli. Dobar dan tudi vam. V oddajah, ki podpira podjetje Spintek in častni pokrovitelj Goran Miškolin, lastnik in direktor podjetja, se letos, kot veste, posvečamo turizmu in priložnostim, ki jih ponuja ta vse bolj hitro rastoča panoga. In danes, kot rečeno, obiščemo pravzaprav najstarejše naselje na Krasu Štanjel. Helena Kosmina, kako je te dni utrip v Štanjelu v duhu prebujajoče se pomladi oziroma že na pragu poletja? Imeli ste že kar nekaj odmevnih dogodkov, dan Škratega Krasa, dan Kraškega ovčarja, ki je privabil kar lepo število obiskovalcev. Kdaj je pa pravzaprav najlepši obisk, najlepši čas za obisk Štanjela? Ja, večina ljudi reče, pač vsak letni čas je lep za obisk Štanjela. Sam bi pa rada vseeno izpostavila, da ta pomlad, maj, junij, ko se prenese v poletje, tisti čas, ko vse cveti, narava se prebuja, Ferrarijev vrt je čudovit. Vidne so tudi gredice po ulicah, ki jih skrbno urejajo domačini. Okenske police so polne rož in prav ta narava in urejenost naselja je tisto, kar sedaj v pomladnem času, da to piko na i, da lahko rečemo, da je res pomlad tisti čas, ko je najlepši Štanjel. Pa tudi dogodki, ki utripajo te dni, na kaj boste še kmalu povabili? Ja, mi že z enim korakom smo skoraj v poletju in sicer letos prvič organiziramo poletni festival, ki bo združeval dogodke od kulture, filmske dogodke, kulinarične dogodke, umetniške dogodke, vse od junija do septembra, in spogledujemo se že v juniju s prvimi glasbenimi dogodki, kulinarično glasbeno doživetje pod zvezdami, pa na Grajskem dvorišču se bo ta odvila dva glasbena dogodka Gal Đurina in Rudija Bučarja, tako da potem pa nadaljujemo s festivalom Gledanica in naprej vse do konca poletja, tako da zelo intenzivno bo. Kako se imenuje ta novi festival, kako ste ga poimenovali? Poletni festival v Štanjelu. Veseli me, da danes gostimo tudi vas, Simo Komel. Z ženo in hčerko vodite grad Štanjel, restaurant in lounge bar, in lahko rečem, da sem kar nekaj odmevnih medijskih objav zasledila v zadnjem obdobju, recimo na temo kraške kulinarike, ko vas je vodnik Go in Mio razglasil vas za šefa tradicije in kolega iz Komna Agaš Pacapana za šefa prihodnosti. Ne gre pa spregledati tudi nedavno objavljeni članek v ameriškem CNN Travel, kjer so pripravili celotno poročilo poroke v čudovitem Štanjelu. Kaj je recimo vas privabilo v objem tega čudovitega gradu? Sigurno, da dejansko kot biser Krasa Štanjel, ki je en steber, bom rekel, ponudbe v Štanjelu, je rabil neko dušo, je rabil gostinsko ponudbo, in to je bila prva stvar, se pravi, kako turistu dati nekaj za spit, nekaj za pikant, in da lahko potem ga zainteresiramo, da se tudi sprehodi po ostalem Krasu. To je bila prva stvar, zakaj smo prišli na Kras. Sicer potem povpraševanje in želja obiskovalcev je bila tista, ki je pač nam dala iztočnico, da bistro spremenimo v restauracijo. To se je zgodilo prav pred kratkim, kaj ne? Ja, dejansko imeli smo 3 tedne od tega, smo imeli otvoritev praktično sezone in pa tudi spremembe naziva iz bistroja v restauracijo. Pa še čisto na kratko, kakšen je za vas okus kraške kulinarike? Kaj je za vas tista značilna jed, ki nam pričara podobo Krasa? Tukaj moram reči, da ni ena jed tista, ki pričara, jih je kar dosti. Jota, šelinka, pršut, panceta, frtalja, lahko jih naštevo še kar dosti. Tukaj se moramo sprehoditi skozi zgodovino Krašovca, kako je dejansko samo težko življenje, če gremo gledati, dejansko ni bilo veliko obdelovalne površine, da zaradi tega tudi ni bilo toliko živine, da v glavnem je bila drobnica, da ne smemo pozabiti, da je Kras ima tudi morje
in je bilo sigurno tudi morska hrana tista, ki je bila povezana. Vse te stvari so bile tiste, ki dejansko so vplivali dejansko na tipičnost kraške kulinarike. Štanjel očara že s svojo veduto. Na Griču Turn kraljuje sedaj že dodobra obnovljeni grad, ki ga je vredno obiskati, tudi zaradi doživetij, ki so že tam in se še snujejo. Helena Kosmina, sodelavka Zavoda za turizem iz Komenske enote Ora, Krasa in Brkinov, mineva 80 let od uničenja gradu med drugo svetovno vojno. V prihodnjem letu naj bi bila obnova gradu, skoraj 50-letna obnova, zaključena. Kaj pa nas vse čaka te dni obiskovalce? Ja, obnova je res v polnem teku, no, in mi smo zelo zadovoljni, ko obiskovalc pride, ta, ki se vrača in reče, poglejte, koliko je drugače, kot sem zadnjič bil tukaj. No. Vse od gradu, ki se obnavlja, pa tudi hiš in zasebnih zemljišč, v katere vlagajo zasebniki, domačini, ne. V gradu pa v teh dneh je v galeriji Lojzeta Spacala razstava Kras v barvi in verzu, ki bo na voljo na obiskovalcem preko celega leta. Gre za res posebno razstavo, kjer razstavljajo se dela 3 biserov tržaških umetnikov, Spacala, Klaudija Palčiča in Franka Vekjeta. To vsebino smo želeli nadgraditi še z njihovimi prijatelji, pesniki, tako da imamo v razstavi vključene tudi dele pesmi in verze Miroslava Košute, Renata Koalje in Marka Kravosa. In tak zanimiv splet. Tako in obiskovalci ob ogledu galerije so zelo, navdušeni in veliko jih je takih, ki si reče, da si vzame čas, pa se bo še vrnilo, no. No, morda posebej izpostavimo tudi interaktivni muzej, ki ste ga pred 2 letoma nekako vzpostavili. Sama zasnova je nekaj posebnega. Ne gre za klasični muzej, torej nagovarja vse čute. Je dosegla tisti želeni namen in kaj kažejo morda podatki o obisku? Ja, dejansko je prav ta interaktivnost muzeja tista, ki povečuje obisk. In obiskovalc, ko se vstopi v muzej, z vsemi čuti, od tipa do zvoka kamna, do burje. Celo burjo spozna, kako piha 120 km/h. In predvsem želimo obiskovalcu predstaviti tudi to, kako težko je delo Krašovca bilo pri gradnji suhih zidov, tako da tudi v tem se preizkusi, in ko obiskovalci prihodijo dol iz zgornjega nastropja po stopnišču, so nasmejani, zadovoljni in to je tisto, kar lahko rečemo, da je muzejska zbirka dosegla svoj namen. In se tudi torej večajo številke? Ja, vsako leto so večje, s prihodnjim letom pa si nadejamo znatno povečanje obiska tudi zaradi dodatnih novih vsebin. Tudi o teh vsebinah bova še spregovorili. Z nami je namreč tudi šef Simo Komelj. Prejle smo omenili že temo težkega življenja Kraševcev, kar se odraža tudi na kulinariki. Morda vi, ki spremljate, če se vrnemo nekoliko še k obnovi, to obnovo od samih začetkov, kakšen je pa odziv gostov? Sigurno, bom rekel, za eno območje, eno vasico, ki je turistično obiskana, je to sigurno ena pozitivna stvar, da turist, ko se vrača, vidi vsakrat nekaj novega, kar je tudi Helena že omenila, in zraven s temi obnovami tudi dobivamo možnost dodatne ponudbe, kot je muzej, kot je pri nas, recimo, če se osredotočim na gostinsko ponudbo, vinoteka, kjer dejansko turist lahko, obiskovalec Štanjela, ima možnost probati vsa kraška, večina kraških vin. Imamo tudi ob nedeljah dejansko vedno obisk enega od vinarjev, kraških vinarjev, ki promovira, ki ponuja in degustacijo njegovih vin, tako da to je dodatna stvar v juniju. Potem je ostale stvari, kot so turistične, kar je že Helena rekla, vsaka stvar je doprinos pri prenovi, tako da v vsakem primeru, bom rekel, če gledam zdaj zadnjih 8 let, kar sem v Štanjelu, je to zelo dobro sprejeto od turistov, kot nova ponudba, nekaj dodatnega, vedno nekaj novega, tako da z veseljem se vračajo v Štanjel. Pa tudi povprašujejo po prenočiščih, mislim, da je prav v bližini gradu tudi mogoče že prenočiti.
Ja, mi sami ponujemo en apartma in 2 sobe, drugače pa s ostalimi ponudniki v tem trenutku lahko nudimo 60 postelji, če lahko rečem, tako nastanitev, kar je tu že kar velika, bom rekel, številka za tako majhno vasico. Grad Štanjel vse bolj razkriva svoje čare. Obnova, ki poteka že okrog pol stoletja, pa vendar je vsaka novost dodaten kamenček v mozaiku, ki privablja vse več obiskovalcev, in prihodnje leto se bo skozi kulturni inkubator Štanjela zaključila celovita prenova gradu. Poleg tega inkubatorja že omenjenega bo na gradu zaživel tudi Slovenski muzej slovenskega jezika in knjige. Kaj bo ta, gospa Kosmina, doprinesel k celotni ponudbi? Ja, ta muzej bo dejansko dopolnil obstoječo razstavo Narava in človek na krasu in naredil en skupen paket doživetja v muzeju Grad Štanjel. In mi že komaj čakamo ta dogodek, ker dejansko to bo prvi muzej v Sloveniji, ki bo združil zgodovino slovenskega jezika, vsa slovenska narečja, pa tudi zelo sodoben pristop bo imel tako pri podajanju informacij, zelo interaktiven, vključujoč in bo namenjen tako šolskim skupinam, se pravi vzgojno-izobraževalnemu programu, kot Slovencem, katerih materni jezik je slovenščina, pa ne bomo pozabili tudi na tujce, naše obiskovalce Štanjela, kjer želimo res slovenščino predstaviti kot edinstven jezik, eden redkih, ki ima seveda dvojino. Tudi od kulturnega inkubatorja si obetate nek, bomo rekli, dodaten vnos obiskovalcev, oziroma tu bodo bolj delali, kaj ne, mladi podjetniki? Ja, tako mi želimo Grad Štanjel napolniti tudi s podjetniškimi vsebinami, in sicer seveda na področju kulture, ker Štanjel je biser kraške kulture. In ta podjetniški duh je vsekakor doprinos, predvsem start-up podjetij, pa z novimi vsebinami, ki jih oni lahko v grad in samo naselje prinesejo. No, šef Simon Komelj, kdo pa so vaši gostje, torej obiskovalci? Gre za pretežno goste iz tujine, domači obiskovalci? Vidimo porast dnevnih obiskov, se pravi dnevnih izletov, tako da rekel sigurno, da Slovenci so v največjem delu. Imamo potem takoj za njimi so obmejni Italijani, Avstrijci, Hrvati za zadnje čase. Moram se pa pohvaliti, da v zadnjem letu vidimo velik porast ameriških gostov, kar je to za nas sigurno ena velika pridobitev, se pravi novih obiskovalcev, in na temu tudi dejansko skupaj z Zoro delamo na dodatni promociji tudi izven Evrope. Tudi sam večkrat odhajate v tujino in promovirate Kras. Vedno govorimo o povezovanju, seveda. Kako pa je, ko našo mikrodestinacijo recimo predstavljate drugod po svetu? Ja, moram reči tako, da sigurno bomo morali še dosti narediti za to, da nas bojo pozicionirali na zemljevidu. Namreč zmeraj se soočamo s tem, da ne vejo, kje je Kras, tako da začneš ponavadi s tem, da omeniš Ljubljano, omeniš Trst, omeniš Piran in dejansko nekako postaviš. Nadaljuje s tem, da omeniš potem Škocjanske jame, Lipico, potem počasi priješ do Štanjela, v Štanjelu dejansko poveš vse, kaj je ta vasica nudi, potem na koncu lahko še omeniš sebe, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na Brda in Vipavsko dolino ter morje na Krasu, ki je dejansko čez mejo, vendar vemo, da dejansko meje ni več, tako da se moramo zavedati tudi tega, da smo samo 20 km odmaknjeni od morja, in vse to nekako prepriča ali pa da več možnosti turistov, da se odloči, da prije nas obiskati. Kolikokrat pa nas še vedno zamešajo s Slovaško? To bom rekel v zadnje čase, glede na to, da se gibam tukaj v Evropi, v tem delu, ni tega, če pa govorimo izven, ko grem na dopust, kaj takega, čez lužo, takrat pa dosti krat dejansko se moraš dosti bolj potruditi, da sploh pozicionira Slovenijo, ne pa Štanjela. Govorimo o tem, o turizmu, da danes gost išče doživetja, posebne zgodbe, ki se vtkejo v spomin. Kaj vse na tem področju lahko ponudi Štanjel, Helena Kosmina? Kaj ponujate obiskovalcem, ki povprašujejo recimo prav po doživetjih? Ja, obiskovalci postajajo vedno bolj zahtevni in temu smo se tudi mi in naši ponudniki v Štanjelu prilagodili. In tako imamo doživetja, kjer se predstavlja kulturna dediščina, ta biser Štanjela skupaj s kulinaričnimi doživetji.
Naprimer, primer je z vinoteko Grad Štanjel, kjer je doživetje zgodbe in vino skozi zgodovino, pa degustacija pršuta v Grajžarjevi marendi, skupaj z interpretacijo kulturne dediščine gradu Štanjel. Velik poudarek pa dajemo tudi na družinskem turizmu, se pravi na tej doživljajski družinski poti Škrati Kras. To je idealna dogodivščina za družine z otroci do 10, do 12 let, ki se potem odpravijo še v muzej. Tudi za take, ki jih umetnost zanima, je ponudnik Grajžarjeva galerija, ki organizira grafične delavnice, da se podajo v miselnost, pa tudi s čopičem in z valjčki naredijo svojo grafiko. In tisti najbolj igrivi, drzni in hkrati tudi tekmovalni pa se podajo seveda na lov za zakladom Črna mačka in iščejo to lepotico črno štanjelsko. In odkrivajo zgodbe, preteklost Štanjela. Pa v decembrskem času ne smemo pozabiti lova za jaslicami, ki je tudi vsako leto zelo obiskan, kaj ne? Ja, to je dejansko zgodba, ki je nastala iz rok Štanjelcev, tako da to je njihova zgodba, ki smo jo mi v lokalni turistični organizaciji samo dopolnili in promocijsko nadgradili. Tako da brez domačinov, ki spridni ustvarjajo jaslice, jih postavijo res na nemogoče lokacije, Štanjel v decembru res zaživi. Šef Simo Komel, v zadnjem obdobju je veliko poudarka na zelenem, na lokalnem in tudi sami ste velik zagovornik 0 kilometrov oziroma 0 kilometrov. Torej, kako pa se še pridružujete recimo na vašem gradu oziroma v restauraciji prav s to ponudbo? Jaz bom rekel tako, da dejansko naša tendenca je bila stalno biti zeleni, se pravi prijazni naravi, tako da ko je prišla ta novo gibanje Green Key, smo brez problema pristopili in tudi hitro dobili Green Key v restauraciji, kot tudi na naših nastanitvah in tudi Green Cuisine. Tako da tukaj je, bom rekel, razmišljanje v tem smislu prihodnost. Moramo razmišljati o tem, se pravi o zero waste, prijazni naravi, 0 kilometr nič in vse te stvari, katere nam dajo možnost, se pravi, da jutri bo narava še zmeraj dosegljiva tudi našim naslednikom. Prav občina Komen je bila tudi zelo hitro prejemnica zlatega znaka na področju zelene sheme. Sicer pa tudi Slovenija, lahko rečemo, stavi na zelen, na butični turizem. Je promocija na tem področju dovolj? Kaj opažate? Sigurno, da Slovenska turistična organizacija stavi na to, tako da pri turistih vidimo, da to je zelo, pri nas je še, bom rekel, na slovenskih turistih ni še tako poznana stvar. In zato je sigurno prav, da se še bolj promovira in da se vidi, da dejansko se trudimo, da se dejansko turizem usmerja v to stvar. Tako da ja, je treba še dosti narediti. Bom rekel, je pa Slovenija, občina Ora, ki zelo, bom rekel, delajo na temo. Prejle ste, gospa Kosmina, omenili nov festival. So torej festivali neka, bomo rekli, nova niša? Ja, festivali vsekakor so en sklop dogodkov, ki privabijo obiskovalce in predvsem z tem trajnostnim pristopom dvigne kvaliteto samega dogajanja. Dejansko je dogodki, ki se odvijajo v Štanjelu, so v strnjenem naselju, torej tukaj, kot sem že prej omenila, prebivalci prebivajo, je treba upoštevati tudi njihovo mnenje. V prvi vrsti ne gre za masovni turizem. Absolutno ne. Tako da tudi, kar se tiče teh dogodkov, je vse pripravljeno na način in stremi k temu, da je usklajeno z domačini in da se odvija na lokacijah, ki so za vse sprejemljive. Se pravi, v prvi vrsti je domačin tisti, ki mora biti zadovoljen in potem bo vsak turist, ki stopi skozi grajska vrata, zadovoljen. Vsekakor govorimo o butičnem turizmu, ko je govora o Štanjelu, pa tudi širše o Sloveniji. Helena Kosmina, kje pa vseeno še vidite priložnosti za razvoj turizma? Je dovolj zasebnih ponudb, pobud
Tako, razvoj turizma v Štanjelu pač ima še potencial, predvsem z vidika ponudbe prenočišč, pa tudi hostinske ponudbe. Obstoječe aktivnosti, ki se pa zdaj že odvijajo, je pa jih tudi spodbujamo tako zasebnike, da se med seboj povezujejo, oblikujejo neke pakete, skupne nastope. In lokalna turistična organizacija ORA, tako kot smo mi, je pač to naša naloga, da ponudniki med sabo tudi ne v povezavi z lokalno turistično organizacijo se povezujejo in zaznajo to kot edino pravo pot, ki pelje do uspeha tako zasebnika, kot potem skupine zasebnikov. Kako pa, Simo Komel, vi opažate, recimo, kako sami sodelujete z lokalnimi ponudniki? Glede na to, da smo na kilometr nič, to dejansko je ena stvar, ki je samo umevna. Tako da dobro lahko rečem, da dejansko, kar se tiče Vipavske doline in Brd in dejansko sploh Krasa, dobro sodelujemo. Sicer bi si želeli še več, posebno na ponudbi same zelenjave, če lahko rečem tako, da v tem trenutku, kar se tiče zelenjave, moram se zahvaliti mojim staršem, tašči in tastu, ki skrbista za kar nek velik del zelenjave. Druga je tržnica v Stari Gorici, ki je, bom rekel, vsaj 2-krat na teden jo obiščem. Tako da tukaj je, kar se tiče vinarjev, sirarjev, in te stvari so izključno iz okolice, tako da tu lahko rečem, da je zelo v redu. Mogoče na zelenjavi in sadju tukaj bi pričakovali še malo več, tako da v vsakem primeru naša tendenca je vzpodbujati domačine, da vlagajo v te stvari, da bomo lahko jutri imeli tudi kaj več lokalne zelenjave, kot jo imamo. No, pravimo, da sami ne moremo nič in vsi stavimo na povezovanje. Kako pa je v praksi? Smo še vedno zaprti v te občinske meje, recimo na Primorskem. Kaj opažate, se počasi res zavedamo, da smo majhni in da turista pravzaprav ne brigajo občinske meje? Tukaj lahko rečem, da nas turisti učijo. Dejansko, kjer ti pride turist, ki je, ali pa lahko rečem, turist, ki je nastanjen na Otocu, se gre vršt v morje v Piran, pride na kosilo k nam in potem gre še v Vipavsko dolino na degustacijo in se potem vrne na Otočec, vidimo, da dejansko smo zelo majhni. In tako da tukaj te meje, dobesedno jih moramo počasi izbrisati in si dati to, da cela Slovenija je majhna in da lahko dejansko razpošljamo na enodnevno izlete širom po Sloveniji in v okolici dejansko Štanjela. Tako da tukaj moramo še kar dosti sami narediti pri sebi v naših glavah. Mogoče tudi izziv za delavce v turizmu. Helena Kosmina, kako ocenjujete, kaj premike v tej smeri, recimo konkretno povezovanje na Krasu, pa širše med destinacijami? Tako, kot je rekel Simo, vedno je lahko boljše, je pa lokalna turistična organizacija ORA se povezuje s sosednjimi destinacijami, Vipavsko dolino, Brdi, pa tudi z obalo in zelenim Krasom in zelo aktivni smo tudi v sodelovanju z Slovensko turistično organizacijo. Kaj pa projekt Evropska prestolnica kulture, ki naj bi zajel tudi območje Krasa, Komenske občine, kako se pridružujete, priključujete? Ja, občina Komen je tudi v tem širšem območju Evropske prestolnice kulture in z njo seveda tudi Štanjel. Z zavodom GO25 že od vsega začetka, se pravi od letošnjega leta, smo tesno na vezi in v bistvu smo veseli in počaščeni, da bomo lahko v naslednjem letu skupaj z zavodom v naši galeriji Lojzeta Spacala odprli razstavo Zorana Mušiča, ki se bo odvila tako na Dobrovem, Kromperku in v Štanjelu. Tako da to je ena res lep primer sodelovanja in povezovanja pri tako velikem dogodku, kot ga hosti naslednje leto Slovenija in seveda Gorica in Nova Gorica. Kako pa je obdobje covida vplivalo na sam obisk? Turistični ponudniki, še posebej gostinci, ste morali kar precej stisniti zobe, kaj ne? Ja, ni bila lahka. Dejansko tam je bil boj za preživetje, besedno, vendar bom rekel, v vsaki krizi, v vsakem bom rekel, težkem trenutku se najdejo tudi nove ideje in tako da lahko rečem, ni bilo lahko, so pa se lahko pohvalim, da 2 projekta, ki smo jih imeli,
ker smo bili v nedelu in smo iskali rešitve, so postali tudi tradicija. To je dejansko paketi, ki jih imamo za veliko noč, ki jih dajemo širom po Sloveniji, in druga stvar, nov produkt, ki ga dejansko delamo, to je vermut kokomel, ki smo ga naredili zato, ker smo imeli čas in smo lahko dejansko nabirali vse te zelišča, da smo prišli do tega. Tako da lahko rečem slabe in dobre stvari COVID-a. Da je nekaj tudi dobrega išlo. No, skratka, odmeven članek je bil pa nedavno objavljen v CNN Travelerju. To je pravzaprav članek o tem, kako se je Američanka tudi s slovenskimi koreninami odločila za poroko prav na gradu Štanjel in izbrala čudoviti ambient gradu za svojo, bomo rekli, zapečatenje življenjske poti, tako rekoč. Skratka, zanima me, kako je pravzaprav prišlo do tega, da so poroko izvedli pri vas in kaj to pomeni za vašo nadaljno ponudbo? Bom rekel tako, nastalo je v sodelovanju z agencijo, poročno agencijo iz Ljubljane in pa s podjetjem od hčerke, ki se ukvarja tudi z organizacijo porok, kjer dejansko so ji dali na razpolago več lokacij v Sloveniji in vse skupaj preko video povezave se je odločila za Štanjel in potem nadaljno sodelovanje, preverjanje. Gostinja je bila kar zelo zahtevna, tako da je bilo kar dosti dogovorov in vse skupaj, preden je prišlo do realizacije, vendar jaz mislim, da ta objava je dobesedno rezultat dobrega skupnega dela in tudi, se pravi, zadovoljne stranke. Kaj to pomeni za promocijo, ne nazadnje, Štanjela? Jaz bom rekel tako, da dejansko za promocijo Štanjela je sigurno velik pridobitev, tudi sicer sodelavke Helena in pa sodelavka so me opozorile na pomembnost te stvari, da je tudi za promocijo same Slovenije kot en članek, kateri do zdaj še ni bil za Slovenijo napisan, tako da sigurno smo zelo veseli tega članka. Mi kot dejansko restauracija grad Štanjel in pa tudi kot Štanjeljci, Krašovci in vse skupaj, da je to lepa promocija naše lokacije. Se že pozna kaj tudi na povpraševanju? V tem trenutku bom rekel tako, glede na to, da delamo na novi sezoni, na 2025, mogoče, kar se tiče ameriških gostov, še ne, ampak verjamem, da dejansko to bo vplivalo. To je vseeno tek na dolge proge. Helena Kosmina, so tudi poroke v tem čudovitem ambientu en tak potencial še, ki ga je za izkoristiti? Ja, vsekakor je. Pač Ferrarijev vrt je ta kulisa, terasa Štanjela jo imenujemo, ki daje res to piko na i temu čarobnemu dogodku z različnimi lokacijami. Znameniti pogled na Vipavsko dolino, pa bazen. Konec koncu je to spomenik državnega pomena in mogoče se same poroke je pomembna veduta, ki jo oči vidijo, ne? Je pa Ferrarijev vrt dejansko veliko, veliko več, predvsem tudi pod zemljo, z vodovodnim sistemom in to želimo tudi obiskovalcem predstaviti, da je Ferrarijev vrt res kompleksen spomenik državnega pomena. No, potencial sam Štanjel ima seveda velik potencial, vendar pa je treba ohraniti to pristnost, kaj ne, k temu veliko doprinesejo prav ljudje, ki tam bivajo. Ja, jaz menim, da je pristnost Štanjela ravno v temu, ker je to živo naselje, v njem prebivajo prebivalci, Štanjeljci in Štanjeljke. Ko obiskovalec stopi skozi grajski vhodni stolp, se sreča z domačini, ki te pozdravijo, ki te tudi ogovorijo in velikokrat je predvsem za tujce to dokaj nenavadno, tako da pač glavni izziv, ki ga imamo kot turistična organizacija, je prav to, da v prvi vrsti moramo najprej poskrbeti za domačine, da se bojo oni dobro počutili, da bojo oni obnavljali hiše, tukaj ostali, razvijali svoje podjetniške ideje, odpirali galerije, tako kot se je to zgodilo v lanskem letu z trgovino Lokal. In potem ne bo težko tudi obiskovalca navdušiti nad to pristnostjo naselja, ki jo trenutno ima. In to je naše glavno vodilo, da bo tudi tako ostalo. Morda še ena zaključna misel. Simo Komel,
kaj so za vas največji turistični aduti območja? Sigurno strateška točka, to bi dal na prvo mesto, potem govorimo vse ponudbe, katere so, kar se tiče v zvezi, v sklopu z naravo, to je pohodništvo, kolesarjenje in kulinarika, ki je tako posebna, danes smo že večkrat omenili, vinarstvo tudi, če ledemo recimo vinar, se mora kar dobro potruditi, da obdela tisto površino, ki jo ima, ne. Tako da vse te stvari, ponudbe in verjamem, da dejansko v prihodnosti bomo še več ponudbe dali turistu, tako da bo še bolj zanimiva, kot je. Odlično, verjamem, da vam bo to tudi uspelo. Hvala obema za obisk v studiu in pogovor, seveda veliko uspeha tudi v prihodnje. In hvala tudi vam, spoštovani in spoštovane, da ste bili danes z nami. Prijeten dan še naprej. Koraki do uspeha.